Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes odgovarjam na vprašanje gospe, ki sprašuje za svojo vnučko. In sicer njena vnučka ima 5 mm velik kamen in vneto slinavko, v glavnem žolčne kamne. In v glavnem seveda sprašuje, če je to povezano mogoče z njeno mamico, se pravi snaho, ali je kje drugje vzrok in kaj bi lahko ona kot babica naredila, da vnučki pomaga. No ja, prva zadeva moramo razumeti. Niso vsega mamice krive, da se dogaja nekaj slabega z njihovimi otroki. Tako da babice, mogoče je čas, da nehate ta mlade krivd za vse težave. Ena stvar, v kar sem prepričana, je to, da vsaka duša izmed nas pač prinese s sabo določene energijske blokade, ki se potem odražajo kot bolezen ali pa kot neko stanje in sploh poškodbe, ki se zgodijo v rani mladosti, kažejo na energijski primanjkljaj. Ravno tako, recimo, razne težave, ki se pojavijo zgodaj v mladosti, kažejo na energijski primanjkljaj. No, vam povem primer. Pri meni moja ta mala hčerka je zbolela po cepljenju na hepatitis B pred vstopom v 1. razred. No, seveda lahko rečete, ja, kaj so pa dala cepiti. Glejte, takrat sem tako razmišljala, danes drugače razmišljam, pač očitno smo rabili to izkušnjo in zanimivo je. Glejte, če ona ne bi imela najšibkejšega člena, kar se tiče jeter, se ne bi zgodilo v njenem telesu nič. Tako pa očitno je imela še iz prejšnjih življenj energijski primanjkljaj in potem seveda kapljica čez rob, pa enostavno imaš težave. No, tako da zdaj, kaj je treba narediti? Zdaj čistko, za vse tiste, ki ste otroke dali cepiti, pa se jim je potem začelo dogajati recimo motnje pozornosti in tako naprej. Vedno so vzroki v preteklih življenjih. Energijski primanjkljaj in potem se samo pač potencira vse skupaj. No in gremo zdaj na rešitve. Kaj lahko vi naredite kot starši, kot stari starši, da pomagate svojim otrokom? Prva stvar moramo razumeti, da je treba počistiti organe, ki so v trebušni votlini, v tem primeru, če so žolčni kamni pri otroku ali pa tudi pri starejših. In se moramo vprašati, s čim počistimo solarni pleksus. To je zdaj iz knjige, ko imajo čakre žur, na strani 264, se pravi, prvo so zelišča, ki pomagajo pri čiščenju in to so zelišča, ki imajo vijolično prano energijo. Zdaj, če gledamo, da solarni pleksus je rumene barve, vidite tukaj zadaj, rumena barva, se pravi sadeži, ki so rumene barve, podprejo delovanje organov, ki jih napaja solarni pleksus. Zdaj, da se razumemo. Organi, ki so povezani tukaj, so trebušna slinavka, kjer se proizvaja hormon lakote, potem želodec, jetra, žolč, delno tudi srce in pljuča, ampak v glavnem predvsem ti organi. In zdaj, če gledamo, katera živila so tista, ki pomagajo pri čiščenju. Prva stvar je limona, grenivke, se pravi vse, kar je rumene barve. Vsa ta živila pomagajo pri tem, da čistijo oziroma podprejo delovanje organov. To je na strani 248 v knjigi, ko imajo čakre žur, se pravi ajda, čičarika, proso, fižol, stročnice, mandlji, potem sezamovo seme, laneno seme, banane, korenje, melone, paprika, grenivka in limone. In za čiščenje pa ravno nasprotno barvo živil in to je pa vijolična barva. In vijolična barva, se pravi, bilo treba tem ljudem, kdor ima težave pač z jetri ali z žolčem, potrebujejo fige, potem borovnice, ribez, bezeg, repo, redkvico, črno redkev, rdeč fižol, leča, spet ajda, potem čebula, česen, artičoke, črne olive, rdeč radič, cvetača, zelje. V glavnem, vsa ta zelenjava in tudi sadje pa pomagajo pri tem, da pač počistijo slabo energijo iz teh organov. No, se pa naslednja stvar, je pa pomembno, da posegamo tudi po zeliščih, ki so rahlo strupena. In to pomeni, da dejansko začnete piti žajbljev čaj.
In žajblov čaj ga pijete na ta način, da ga naredite ne preuretek, ampak ga poparite in pustite par minut stati, tako da v glavnem potem se ta čaj pije. Seveda lahko pa tudi uporabljate zdravilna zelišča in eno od najboljših kot notranja metla za organe je regrat. Prav zdaj v tem obdobju ga lahko naberete tudi korenino regrata in jo posušite in meljete in potem dodajate lahko tudi jedem, tako kot dodatek ali pa čez solato. In ne pozabiti na recept zeliščni konjak iz regratovih cvetov, ker, lejte, 2-krat se bomo v krog obrnili, pa bo tukaj pomlad in naj vas samo spomnim, da ta konjak je dejansko namenjen za čiščenje jeter in žolča. Seveda zdaj pomislite, a lahko to dam otroku? Boljš, da ne. Otroku dajte pač čaj. No, po drugi strani pa v starih zeliščnih knjigah sem pa najdla recept, kako v bistvu z bršljanom lahko pomagamo pri težavah z žolčem in seveda tudi stari recepti žajblja, kako pomembno je, da pomagamo si prav tukaj žajblov čaj za sluzeno grlo, potem ako koga bode, draži na kašelj, naj skuha žajbljevega čaja oziroma žajbelj na vinu in pije gorkega, se pravi toplega, da se mu prereže star kašelj in draženje. In zdaj, če imajo otroci kakršnekoli težave v telesu, sploh pa če imajo prhljaj, zmij jim glavo žajbljevo vodo. No ja, to je vse tukaj v tej knjigi noter, ko imajo čakre žur. Zdaj pa kaj lahko še naredite takrat, ko ima vaš otrok neke prirojene težave oziroma težave, ki so se pojavile v rani mladosti. Začnite izvajati za otroka zdravilno molitev dekodiranja. In zdaj, kako to naredite? Lahko noter date v zdravilno molitev dekodiranja, se pravi, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode, pa date ime otroka, ki so povezane, recimo v tem primeru, s tumorjem oziroma z žolčnimi kamni. In naredite tako, kot sem vas učila, zdravilno molitev dekodiranja, vdihnete, izdihnete, na sebi usmerjate energijo 4 zdravilna središča in potem si date roke takole pred seboj in si predstavljate, kako je otrok srečen, zdrav, vesel, kako vse funkcionira in kako se ne vrti vse okrog težav z zdravjem, ampak predvsem vidite sebe, svojega otroka, svojega vnučka, srečnega, zadovoljnega, zdravega in predvsem, kako ste vsi super. No in zdaj mogoče, če ste babica in ima vaš vnuček neke težave, mogoče se morate vprašati, ta mlada je kriva za vse. Tako da, v glavnem, če je dežurni krivec pri vaši hiši ta mlada, lejte, mogoče, zdaj to gre čez mene, pa vaša tiha jeza na ta mlado povzroča, da imajo vnuki težave. Zato, ker vnuki so pa nenazadnje vaša kri in tudi kri od ta mlade. In veste, zato verjamem, da energija ljubezni je neverjetna. In preverite z mišičnim testom, če mogoče obtožujete ta mlado, da je pač kriva, dajte najprej to počistiti, to vez med vami in ta mlado in mogoče se bojo potem žolčni kamni avtomatično stopili pri vnuku. Ali pa se bo prehlad ali pa razna obolenja se potem pri otroku zboljšajo, ko starši, predvsem pa tasti in tašče, nehajo kritizirati svoje ta mlade. Tako da, ja, dajte, energija je zanimiva in mogoče si mislimo, se jaz s tem ne vplivam, ampak ja, vsaka misel ustvarja in z vsako mislijo povzročamo neko reakcijo na drugi strani in otroci so občutljivi na te energije in lahko dejansko oni pokasirajo to. Tako da naredite mišični test, pa boste sami videli, mogoče imate vi v sebi moč, da tudi kakšno stvar spremenite. Gremo še na pozitivna sporočila, karte prehod v novo dobo. Ven so padle, pa jih bom pobrala, da vidim. Tista, ki sem jo zdaj obrnila, je izobilje. In izobilje je vibracija. Po drugi strani ta vibracija obilja je povezana s tem, da
nehamo dajati pozornost temu, česar ni. Ali pa kaj bi mogli biti drugače. Veste, ljudje smo tako kritično usmerjeni in kritiziramo vlado, politiko, pa zdaj mogoče rečete, Minka je za to vlado, pa za ono, za nobeno, meni je čisto vseeno. Pač vlada je vlada, en je pri koritu. Ampak druga stvar je, nehajmo energijo porabljati za to, da šimfamo. Ampak energijo začnimo usmerjati v to, da damo energijo v to, kar je dobrega. In že v družinah se to pozna. Ja, kaj bi naša ta mlada kaj drugač. Ja, lej, taka je. Sej ni čudenga, sej njena mama, ne vem, taka packa. Sej ni čudenga, da je taka. To so programi, ki se prenašajo. Začnimo iskati moči v ljudeh. No in zanimivo, to, kar je ven padalo, je padla čiščenje preteklosti. Čas je, da vsak pri sebi pomede svojo temo. Naslednja stvar je prišla čiščenje karme, ker s tem, ko bomo svojo temo počistili, se bo karma zmanjšala. In prosimo nadangela Rafaela za to, da nam pomaga pri tem čiščenju in takrat, ko je res veliko te slabe energije, prosite nadangela Rafaela in Mihaela, da vzameta angelski sesalci in počista to ven, da potegneta to slabo energijo ven, ker lejte, vaše misli, ki se lahko dolg časa kuhajo, pa so lahko usmerjene, ne vem, proti sosedom, zastrupljajo vaše okolje, kjer vi živite. In kaj to pomeni? Da na koncu vi dihate to in vaši otroci pa vnuki so bolj občutljivi na energijo in oni vdihnejo ta strup. In potem so bolni. Zato delajte dobro in dobro se vam bo vračalo v izobilju. In padla je ven karta vranična čakra, dovolite si, da postane vaš svet miren. Čas je za mir. In ko boste vi v sebi noter mirni, se bo zgodilo to, da boste žarčili okrog sebe mir. In ko žarčite okrog sebe mir, mir je nasprotje od vseh slabih stvari. In takrat se slabe stvari ne morejo dogajati. No, prišla je dušni partner, varno je ljubiti vse ljudi. Varno je ljubiti. Ja, se jo bi, ampak kaj pa taka prasica, dajte tisti pi. V glavnem, pogojujemo. Aha, ta si zasluži mojo ljubezen, ta si pa ne zasluži mojo ljubezen. Ta je dober, ta je pa slab. Ja, seveda, jaz imam svojo lestvico, kdo je dober, kdo je slab, ampak res pa je, da tam tisti, ki so na tej moji lestvici, da pač ne sej osu gre samo enkrat na let menda. V tem primeru imam določene ljudi, ki rečem, ne hvala. Pač ne bi hvala več, dosti je bilo, a ne? In nič ni narobe, če imam neko modrost, da rečem določenim ljudem, ne hvala, pač ne rabim več tvoje drame, ne hvala, lej, sama se ukvarja s tem, jaz se tega ne grem več. Enkrat mi je en moder gospod rekel, če si predstavljaš življenje tako kot teniško igro, pač eno, a ne? In lahko teniška igra lepo teče, ne? Žogica, odboj, če ti pa nekdo neprestano zabija žogo, lahko brez problema rečeš, jaz se te igre ne grem več. No, in to je modrost. Dovolite, da se modrost vaše duše izrazi v vašem življenju. Ker prav modrost vaše duše vas bo pripeljala tja, kjer je najboljš, tako za vas, za vaše drage. Vem, da je pa vse skupaj povezano s tem, da smo tako močno obremenjeni z nekimi programi, z nekimi zadevami, ki nam ne koristijo. Zato je treba najprej počistiti temeljna prepričanja, kjer nam pač odhaja energija. No in naslednja karta pa je, dovolite, da vas vodijo angelske sile, nadangel Ariel. In vi sami lahko preverite, kjer nadangel je vaš osebni vodnik. Kdo je ta, ki vam pomaga? In lahko vzamete knjigo, ko imajo duše žur in greste lepo z mišičnim testom, tukaj odzadej, ko so nadangeli, in preverite, kdo je vaš tisti angel, ki vas vodi. In recimo moja angelska energija je nadangel Ariel,
To je ženska energija z levom. To je taka močna energija. In po drugi strani pa Mila. Jaz sem čisto kuri polti. In sem tako vesela, ta nadangel Ariel je tako radoživa, tako modra, tako polna obilja, tako polna, da lahko samo daje. In to je moj vodnik. In zdaj pa preverite vi, a je mogoče Mihael, a je Rafael, Gabriel, mogoče Uriel, Jofiel, Kamuel, Haniel, mogoče je vaš vodnik nadangel Sandalfon, pa vas vodi skozi zvok, mogoče Metatron, to je nadangel Božje razsvetlitve in Božje vizije, tudi nadangel otroške igrivosti, teh novodobnih otrok. Ali pa mogoče nadangel Samael, ki vas vodi, da določene stvari zaključite v življenju, ali pa nadangel Zadkiel, ki je nadangel vijoličnega plamena in nadangel očiščenja. Preverite, tukaj noter so afirmacije in boste videli, jaz sem prepričana, da imate v sebi vso modrost, da lahko pridete do odgovorov, ker vaša duša pozna odgovore. Vaša duša jih pozna, samo vi morate se prepustiti temu vodstvu, da vas lahko pripelje do pravih odgovorov. Dokler vas vodi vaša glava pa vaš prestrašen lahko vedno greste samo iz ene drame v drugo dramo, ta tretjo dramo in vaše življenje izgleda, kot da se vozite na vlaku smrti. Pa tako naprej. Saj veste, kako to izgleda. Ni prijetno. Na koncu ti lahko gre že kar malo na bruhanje, v glavi se ti vrti in v glavi tako, si rečeš, hvala Bogu, da je konc. No ja, lejte, naj ne bo tako vaše življenje, da na konc rečeš, hvala Bogu, da je konc. Ampak vas uči, da izstopite iz tega norega, podivjanega tobogana. Tako da uživajte in vse dobro vam želim, predvsem dovolite, da vas vodijo nebesne sile.